Lep pozdrav vsem trem sogovorcem in vsem številnim, ki ste se prijavili na našo novinarsko konferenco. Na žalost, spet v virtualni obliki, raje bi se videli iz oči v oči, ampak to očitno še nekaj časa ne bo mogoče. Torej, tema današnje konference je Dan žil, pred nami je ta teden Dan žil, zelo pomembna tematika za preventivo bolezni srca in ožilja. Na začetku bi vas prosil, da tisti, ki ne govorite, izklopite mikrofone, saj takole na hitro vidim, da imate večina izklopljenih, zato da ne bi povzročali nekih šumov ali motenj. In drugo, na društvu bomo snemali to novinarsko konferenco in vas, če se kdo s tem ne strinja, če ima kakršnekoli pomisleke, če bo govoril, ga prosim, da takrat izklopi kamero, pa ga ne bomo videli, bomo samo glas snemali. Ja, torej, še enkrat, mikrofone prosim, če izklopite. No in videli ste iz vabila, da smo povabili 3 sogovorce, vse 3 priznane slovenske zdravnike, ki bodo nam podali tematiko vsak en del, tako da bomo zaokrožili problematiko bolezni žil, oziroma da bomo opozorili na to problematiko. In prvi bo govoril profesor Aleš Blinc, ki je tudi glavni urednik naše revije. Profesor, izvoli. Ja, najlepša hvala. Torej, lepo pozdravljeni. Hvala, da ste si vzeli čas, da nas je precej. Jaz grem kar, kot se reče, in medias res. Zdaj, moja naloga je, da nekaj povem o covidu in žilah. Ampak dajmo se za hip ustaviti še pri tem, kar nas je doletelo zdajle te dni. To se pravi, te dvomi v cepivo in trombotične dogodke. Zdaj, na vsak način, prav je, da se vsak dvom dobro razčisti. Zdaj, kaj se bo odločila EMA, Evropska medicinska agencija, seveda ne vemo. Lahko pa ponudimo premislek, skratka nekaj pravzaprav dejstev, da tako rečem. Zdaj, vemo, da je COVID pravzaprav torej, COVID je bolezen zgornjih in spodnjih dihal, pa tudi vnetje žil. O tem bom v naslednjih minutah nekaj povedal. Zapleti trombotični pri COVID-u, to se pravi venska tromboza, pljučna embolija in tudi poslabšanje arterijske bolezni na različnih področjih, od žil, so pogosti, nastopajo v nekaj primerih na 1000 bolnikov. To se pravi, to, kar se je pa zdaj zgodilo s cepivom, je pa nekaj primerov na milijon. Se pravi, razmerje je približno 1000 proti 1 v škodo bolezni COVID-u proti cepivu COVID. Zdaj, jasno je, da je potrebno tudi case by case analizo narediti, kaj se je s posamezniki dogajalo, ne samo statistično analizo. To bo narejeno. Bomo videli. Torej, če pa smem jaz neko prognozo osebno dati, me bo pa presenetilo, če bi bilo cepivo samo po sebi trombogeno. Tako da, vemo, da ljudje, seveda, če nas je veliko, če opazujemo milijon ljudi, se bodo dogajale tudi smrti, tudi pljučne embolije, tudi venske tromboze, tudi zlomi noge, če hočete, ali pa ne vem, ampak tega seveda nihče ne bo povezoval s cepivom, medtem ko določene bolezni se pa povezujejo. Tako kot sem rekel, ne bom ničesar prejudiciral, pustimo analizi čas, treba je stvari dobro pogledati. Osebno bi si pa želel, da je cepljenje strašno pomembno, če se hočemo iz tega primeža epidemije izviti. Zdaj, grem pa nazaj na COVID, to še mogoče na pol eksotična pljučnica iz Kitajske. Zdaj, v tem letu nesrečnem smo seveda se zelo dobro spoznali tudi Slovenci s COVIDom. Grem
veliko denarja stal, da vsak od nas pozna veliko ljudi, ki je dejansko bolezen prebolelo. Nekateri tudi seveda so pač to, kot se reče, bitko izgubili, umrli. Kakorkoli, zdaj tisto, kar je potrebno vedeti, je to, da seveda virus SARS-CoV-2 vstopi v telo skozi dihala. In iz dihal se zelo hitro razširi po telesu tudi v žile. Notranji žilni sloj endoteli ima veliko receptorjev pripne in v celico vstopi. To je ACE2 receptor in skratka na žilju je teh vstopnih mest veliko. Tako da v bistvu hude oblike covida so ne samo okužba dihal, pljučnica, ampak tudi vnetji žil. In to se danes ve. Zdaj, kaj v bistvu rutinsko delamo za težji potek covida? Ščitimo bolnike z nizkomolekularnim heparinom v različnih odmerkih, v odvisnosti od tega, kako težek je potek. In seveda s tem v dobršni meri preprečujemo zaplete, zlasti na venah. V zadnjem času se pojavljajo tudi poročila, da bi bilo morda koristno, zlasti pri bolnikih, ki imajo znano žilno bolezen, tudi vztrajati z protitrombitnimi zdravili, ker gre tudi seveda za lepljenje trombocitov na okvarjeni endoteli, notranji žilni sloj. Zdaj, kaj je v bistvu povezava z našo tematiko, o kateri bosta govorila dr. Perme in primarij Cevc, to se pravi, govorili bomo o boleznih perifernih arterij, pa seveda tudi, če hočete, koronarskih arterij. Tudi na teh področjih seveda COVID zapušča slabe učinke. In poročajo pravzaprav povsod po svetu, da je več pri covidu več koronarne bolezni, več možganskih kapi, tudi več perifernih arterijskih zapletov. Deloma iz razloga, ker so strdki pri covidu večji, težje jih je raztopiti, deloma pa seveda zato, ker je organizem splošno prizadet zaradi pač težkega poteka covida. Tako da s tem živimo, tudi ljudje, ki so covid preboleli, še nekaj časa po v bistvu okrevanju od virusa so pod povečano nevarnostjo žilnih bolezni. Na našem oddelku zdravimo številne bolnike z venskimi trombozami, pljučnimi embolijami po covidu, pa tudi bolnike, ki se jim je arterijska bolezen v sklopu covida poslabšala in so v bistvu covid že preboleli, bolezen arterije pa ostala in se poslabšala. Tako da zdaj kakorkoli, vsi vemo, da je covid eno blazno breme za zdravstveni sistem, ker zahteva premeščanje kadrov, opreme, prostorov v neposredno obvladovanje covida in s tem zmanjšuje kapacitete za zdravljenje, recimo konkretno žilnih bolezni, takih in drugačnih. Po drugi strani pa seveda generira problem. In skratka, ključ je po eni strani se seveda izviti iz tega primeža epidemije, po drugi strani pa, če že, oziroma v kolikor imamo opravka s covidom, pa ustrezno preprečevati, čim bolj zmanjševati te žilne zaplete. Zdaj, tukaj si seveda vedno v nekih dilemah, koliko zdravil proti krvnim strdkom dati, da ne bomo po drugi strani naredili krvavitev. To jaz se vedno malo hecam pa pravim, da nobeno kosilo ni zastonj, tako kot če te nekdo povabi na kosilo, od tebe nekaj pričakuje, če ti daš zdravila proti krvnim strdkom, potem seveda ne ščitiš samo proti trombozi, ampak tudi povečuješ nevarnost krvavitve. Tako da tukaj je treba biti previden, poskušamo pač nekje med Scilo in Karib dovoziti. Zdaj seveda
svojih uspehov direktno ne vidimo, ker če nekomu preprečimo trombozo, štejemo, da je to normalno, ne? Tisto, kar so pa naši neuspehi, pa seveda vidimo tisti bolniki in ljudje po prebolelem covidu, ki se pač vrnejo z nekim žilnim zapletom. Tako da to je tisto, kar poskušamo početi, počnemo. Zdaj, če so na to temo še kakšna vprašanja, pa ne vem, bo gospod Zalar povedal ali zdaj ali pa na koncu. Z moje strani hvala. Hvala lepa, profesor. No, jaz predlagam, da poslušamo uvode. Ta čas se pripravite, imate možnost postaviti vprašanje, tako da ga zapišete v to rubriko četa, to tam pritisnite in napišete, pa bomo odgovorili, ali pa potem, ko bomo odprli diskusijo, se preprosto javite k diskusiji. Prav, jaz zdaj vabim doktor Permeta Roka, da prevzame besedo. Ja, pozdravljeni. Hvala gospodu Zalerju za besedo in seveda doktor Blincu za uvod. Moj namen v teh nekaj minutah je pa pravzaprav predstaviti eno bolezen, ki je verjetno v javnosti nekoliko manj poznana. In sicer govorimo o periferni arterijski bolezni. Srčno-žilne bolezni še vedno veljajo za glavni vzrok pravzaprav obolevnosti in smrtnosti v razvitem svetu. Srčno-žilne bolezni so posledica ateroskleroze, se pravi procesa, ki povzroča oblaganje žil. Večina javnosti seveda pozna srčni infarkt, srčno kap, ki nastane, kadar pride do zamašitve koronarnih arterij, srčnih arterij. Javnost pozna možgansko kap, ki se pojavi, kadar pride do zamašitev žil v možganih. Medtem ko je periferna arterijska bolezen nekoliko manj poznana. Nastane pa takrat, kadar pride do mašenja žil v glavnem v spodnjih okončinah, to se pravi v nogah. Periferna arterijska bolezen pravzaprav, če uporabim v zadnjem letu pogost izraz, dosega že skoraj nekako pandemične razsežnosti. Po nekih ocenah je bilo leta 2010 na svetu več kot 200 milijonov ljudi s to boleznijo. Če vemo, da imamo pravzaprav tudi pandemijo sladkorne bolezni, je verjetno v letu 2021 teh bolnikov še bistveno več. Tako da dejansko ocenjujemo, da ta bolezen prizadene tam od 3 do 10% populacije. S starostjo seveda ta pogostost pomembno raste. Pri starejših bolnikih je lahko tudi do 20% ima periferno arterijsko bolezen, ali pa če malo drugače obrnemo, vsak peti. Skratka, pravzaprav so to velike številke. Poleg starosti je zelo pomemben dejavnik tveganja seveda sladkorna bolezen, za katero, kot sem rekel, tudi vemo, da je v kar velikem porastu. Kajenje predstavlja ravno tako veliko tveganje za razvoj te bolezni in seveda tudi povišan holesterol, povišan krvni pritisk. Kako lahko bolnik posumi, da ima periferno arterijsko bolezen? Če recimo potegnem malo analogijo z infarktom, vi veste, da bolniki z boleznijo koronarnih arterij imajo dostikrat bolečine v prsnem košu, tako imenovano angino pectoris, kar marsikdo kar dobro pozna. Medtem ko v primeru periferne arterijske bolezni se pa taka podobna bolečina pojavi v mišicah nog pri hoji. To se pravi v glavnem v mečih, lahko tudi v stegnu ali pa zadnjici, kar pomeni, da taka oseba ima težave pri hoji. Se mora po neki določeni razdalji zaradi te hude mišične bolečine ustaviti. Včasih je to 50 metrov, lahko 100, 200, zelo različno. Značilno je tudi, da se po kratkem počitku ta bolečina povsem umiri oziroma izveni in se seveda ponovi spet po določeni razdalji. V primeru takih simptomov je potrebno, da taka oseba posumi, da lahko nekaj narobe z ožiljem v nogah. Seveda v hujših oblikah ali pa napredovalih oblikah periferne arterijske bolezni so pa lahko te motnje prekrvavitve tako hude, da je ogroženo v bistvu preživetje okončine. Pojavijo se rane na prstih, lahko se razvije tudi gangrena. Ampak kar bi pa pravzaprav rad še dodatno poudaril, je pa to, da je pa
velik delež oseb, ki imajo periferno arterijsko bolezen, asimptomatskih. Se pravi, imajo v bistvu periferno arterijsko bolezen, pa jim ta ne dela nobenih težav in ne vejo zanjo. Razmerje v bistvu je tam nekje kar 4:1. Zakaj je to pomembno? To je pomembno predvsem zato, da vsak bolnik, ki ima periferno arterijsko bolezen, ima zelo veliko tveganje za nastanek drugih srčno-žilnih zapletov. To se pravi za nastanek srčnega infarkta ali pa možganske kapi. Vemo, da v bistvu pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo, tudi če je ta asimptomatska, je tveganje za smrt, recimo v obdobju 5 let po diagnozi, tam recimo kar 2-krat večje kot pri bolnikih, ki periferne arterijske bolezni nimajo. Zato je pomembno ugotavljati tudi bolnike s to boleznijo, ki nimajo simptomov. Kako postavimo diagnozo? Pravzaprav je postavitev diagnoze hitra in enostavna. To v večini primerov se da narediti v ambulanti družinskega zdravnika, kjer se določi nekaj, čemu rečemo gleženski indeks. Gre pa v bistvu za razmerje krvnega pritiska na nogi in na roki. To so v glavnem zdaj avtomatizirane metode, ki so popolnoma neinvazivne, neškodljive in v bistvu tako in hitro dajo diagnozo. In to je že seveda prvi korak k temu, da se lotimo zmanjševanja tveganja za nastanek srčno-žilnih zapletov. Prvi ukrep pri takih bolnikih je vedno nekako sprememba življenjskega sloga. To pomeni redna telesna aktivnost, obvezno prenehanje kajenja. To mislim, da moramo večkrat in redno poudarjati. Znižanje telesne mase, uravnotežena prehrana in seveda potrebno je tudi zmanjševanje tega srčno-žilnega tveganja z uporabo zdravil. Seveda potrebno je zdraviti sladkorno bolezen, potrebno je urejati iztirjen oziroma povišan holesterol, o čemer bo nekaj tudi primarij Cevc povedal za mano. Potrebno je urejati krvni pritisk, ampak kar je pa zelo pomemben, kar je malo tudi že profesor Blinc nakazal, so pa seveda te krvne ploščice ali trombociti, ki se lepijo na žilno steno in lahko neko zoženo žilo, zoženo arterijo dokončno zamašijo. V ta namen že več desetletij pravzaprav uspešno uporabljamo zdravilo aspirin v sicer nizkih odmerkih. To niso odmerki, ki jih uporabljamo za glavobol, ampak gre za bistveno nižje odmerke. Je pa res, da v zadnjem času se poskuša te krvne ploščice zavirati še z enim drugim zdravilom, z drugo učinkovino, ki jo imenujemo rivaroxaban. Je pa to učinkovina, ki se jo sicer uporablja za redčenje krvi, recimo pri bolnikih, ki imajo na primer vensko trombozo ali pa pljučno embolijo, skratka strdke v venskem sistemu, ali pa pri bolnikih z določenimi motnjami srčnega ritma. No, v tem primeru so pa ugotovili, da v pomembno nižjih odmerkih pa tudi zelo učinkovito kot dodatek aspirinu znižujejo tveganje za te tako imenovane srčno-žilne zaplete. V nekih, bi rekel, hujših oblikah periferne arterijske bolezni pa seveda pridejo v poštev tudi, da tako rečemo, operativni posegi, skratka neki posegi, s katerimi skušamo izboljšati prekrvavitev. To so lahko seveda kirurške operacije, tako imenovani obvodi ali kaj podobnega, in pa seveda tako imenovani skozi-kožni posegi, to se pravi širjenja zamašenih žil z baloni, po potrebi z ustavitvijo žilnih opornic, nekako podobno kot je seveda bolj poznano iz področja srčnih arterij. Skratka, v zaključku bi jaz predvsem mogoče rekel, da moramo periferno arterijsko bolezen absolutno postaviti ob bok srčnemu infarktu in možganski kapi, ker ravno tako predstavljata veliko tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni. In diagnoza periferne arterijske bolezni je v bistvu hitra in enostavna. Tako da lahko bolniki tudi, ki nimajo težav, jim lahko v bistvu to diagnozo hitro ugotovimo. Toliko bi bilo z moje strani, kot rečeno, pa za vprašanja bi pa po zaključku uvoda.
Hvala lepa, doktor Prme. Predlagam tako, kot smo se dogovorili, da zdaj prevzame besedo primarij Cevc in nadaljuje z zastavljeno tematiko. Prosim. Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu in hvala lepa za povabilo, da lahko tudi jaz nekaj povem oziroma dodam k številnim podatkom, ki sta jih že pred mano povedala doktor Prme in profesor Blinc. Ampak tisto, kar se mi zdi morda za začetek najbolj pomembno povedati, je, da isti dejavniki tveganja, kot so za koronarno bolezen, veljajo tudi za periferno arterijsko bolezen. So pa drobcene razlike. Naprimer, kajenje bistveno bolj škodljivo deluje na periferno arterijsko bolezen, seveda deluje tudi na srce, ampak za periferno bolezen je še bolj pomembno. Tako kot tudi sladkorna bolezen in podobno. In na to moramo misliti. Seveda med eni od pomembnejših dejavnikov, ki močno pospešujejo aterosklerozo, tudi na periferiji, so pa povišane maščobe. Vemo, da na povišane maščobe lahko vplivamo, da jih znižamo, seveda z različnimi tako nefarmakološkimi kot farmakološkimi ukrepi. Poudaril bi v trenutnem ob obravnavanju periferne arterijske bolezni predvsem tudi en zelo pomemben nefarmakološki ukrep, to je hoja, gibanje. Zaradi tega, ker vemo, da ravno gibanje, hoja bistveno izboljša tudi periferno arterijsko bolezen. Skratka, mi z redno hojo lahko tisto, kar je prej doktor Prme omenil, klaudikacijsko razdaljo, to je razdalja, pri kateri te začnejo mišice boleti. Če mi redno treniramo, redno hodimo, se ta razdalja lahko drastično popravi, podaljša, ne da bi bilo potrebno z raznimi invazivnimi metodami posegati v to. In zaradi tega je to zelo pomembno, da se na to spomnimo. Po drugi strani pa mi vemo, da sladkorna bolezen, prekomerna prehranjenost, to so odraz našega dostikrat odraz našega nezdravega načina življenja, zlasti prekomerne prehranjenosti in debelosti. Če mi upoštevamo priporočila tako imenovane mediteranske prehrane, ki je bogata na zelenjavi, ki je bogata na teh sestavljenih ogljikovih hidratih, polnozrnatih, in na ta način lahko tudi zmanjšamo prekomerno prehranjenost in tudi lipide. Seveda pa vemo, da obstajajo stanja bolezni, genetske bolezni in motnje, ko je na primer holesterol, zlasti LDL holesterol, povišan zaradi genetske okvare. Tam pa običajno samo s temi ukrepi, nefarmakološkimi, kot sem zdaj rekel, ne bomo uspeli zadostno znižati holesterola. Namreč mi vemo to, da če nam uspe tako imenovani škodljivi aterogeni holesterol LDL znižati pod 1,8 milimola na liter, da se ustavi napredovanje ateroskleroze, pri nekaterih pride celo do zmanjševanja, da se prostornina teh naplastitev celo zmanjšuje. Nižji, ki je, boljše je. In tukaj seveda, da take nizke vrednosti dosežemo, moramo pa pri teh, ki imajo tako imenovane genetske okvare ali poligenetsko ali heterocigotno družinsko hiperholesterolemijo, pri teh pa brez zdravil ne pridemo do cilja. Zdravilo, ki ga najpogosteje in zelo učinkovito uporabljajo, so seveda statini, ki se jih, ne vem sicer zakaj, ampak ljudje se jih kar nekako bojijo, češ da jim delajo težave, čeprav je to v študijah je bilo dokazano povezav med temi neželenimi učinki in zdravili tam okrog 0,1 do 0,5%. V splošni populaciji pa tega bistveno več, ampak zakaj je tam tega več? Zato, ker nihče ne preverja, a so te težave dejansko res posledice zdravila ali je to pač nekaj drugega. Mi vemo, da, kakor se lepo reče, muskel fiber je, če začneš na novo s telesno dejavnostjo, relativno pogosta zadeva. Če tak človek sočasno jemlje še kakšen statin, vedno poveže to s statinom, skoraj nikoli s to nenadno bistveno povečano telesno dejavnostjo, ki ravno tako povzroča te bolečine. Skratka, zaradi tega je v populacijskih teh študijah
tam okrog 5% do 10% ljudi toži, da imajo ob jemanju teh zdravil najpogosteje te težave v smislu bolečnosti v mišicah. No, tisto, kar je pa še nekaj, kar je zelo zanimivo, se mi zdi pa tudi to. Pri periferni arterijski bolezni obstaja še neka značilnost. Namreč ti bolniki imajo pogosto nekoliko višjo eno posebno beljakovino, proprotein, PCSK, pokrajšamo do PCSK9. Pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo je ta beljakovina višja. Mi pa imamo, in kadar je ta beljakovina višja in bolj aktivna, povzroča porast holesterola. Danes pa imamo mi zdravila, ki na to zelo učinkovito delujejo, da po eni strani ali blokirajo, ali pa celo zavrejo nastajanje, o tem še malo pozneje. Ampak tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da se je izkazalo, da če se zdravi s temi z inhibitorji PCSK9, je treba zdraviti samo tam, mislim, da 27 pacientov, da preprečimo en večji srčno-žilni dogodek pri bolnikih z periferno arterijsko boleznijo, medtem ko je pri tistih, ki imajo recimo kardialno bolezen, pa koronarno bolezen, pa preko 60. Skratka, vidimo, da pri teh bolnikih so ta zdravila verjetno še bolj koristna. Zdaj, ta zdravila, o katerih zdaj govorim, se daje kot injekcija, podkožna injekcija enkrat na 14 dni, ampak na obzorju so pa nova zdravila, ki zavirajo nastajanje v celici tega PCSK9. In ta zdravila se bo dajalo samo enkrat na 6 mesecev in v takem primeru bomo lahko pravzaprav enkrat na 6 mesecev bo dobil načeloma v zdravstveni inštituciji to injekcijo in bo za 50% se znižala raven holesterola LDL in vse koristi, ki iz tega ven izhajajo, tako kar se periferne arterijske bolezni tiče, kot tudi kar se tiče koronarne bolezni, možganske bolezni. Skratka, pred nami je pravzaprav zelo učinkovito in po domači komodno zdravilo, ki se ga bo dalo enkrat na 6 mesecev, pa bomo pod narekovaji pozdravili hiperlipidemijo in s tem drastično zmanjšali ogroženost tako za vse srčno-žilne dogodke, tako da periferne kot koronarne dogodke, in mislim, da se bo na ta način tudi izboljšala kvaliteta življenja. Ker če bo manj perifernih arterijskih bolezni, bo tudi kvaliteta boljša, ker ljudje bodo lahko hodili, ne bo prišlo pri njih do odmrtja nog, kar lahko ob zapletih pride. Skratka, zelo obetavno zdravilo, ki se ga pa daje načeloma v inštitucijah, ker nosi s seboj še to možnost, da bo pacient ob taki priliki se še dodatno poučil in informiral in nenazadnje tudi spodbudil, da bo se bolj držal teh nefarmakoloških ukrepov, ki so pa, kot sem že na začetku, izredno pomembni. Toliko imamo za povedati. Hvala lepa, poslušali smo vse 3 uvodnike. Dobili smo tudi že prvo vprašanje na tako imenovani chat. Prosim govorce, če si preberejo in bodo se odločili, kdo bo povedal. Jaz bi pa za začetek diskusije rekel še tole. Vidimo, da Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je žal moralo opustiti nekatere aktivnosti, ki niso vezane na torej samo na splet, in bomo pač bolj aktivni na tak način kot danes, vendar pa 2 zadevi bi rad poudaril z vidika društva. Ne smemo pozabiti na periferno arterijsko bolezen. Nikakor ne tudi takrat, ko je korona najbolj aktivna. In drugič, mi imamo nekaj aktivnosti, ki jih izvajamo, in to bi posebej poudaril, naša posvetovalnica je tu. Res je, da se je treba naročiti, ker so to previdnostni ukrepi, da bi preprečili širitev virusa, ampak deluje. Gleženski indeks in drugi parametri, ki se jih merimo tudi pri nas. Ni razloga, da v tem času, če je kaj narobe, ne gremo k zdravniku ali pa v našo posvetovalnico. To je ključno, bi rekel, sporočilo, pa obnašajmo se seveda preventivno, hodimo in to, kar so zdravniki govorili. No, zdaj pa
Profesor Blinc je že, vidim, prižgal mikrofon, tako da izvoli. Ok, hvala. Mogoče jaz odgovorim na to vprašanje od gospoda Černeliča o zdravilih in cepljenju. Glejte, cepljenje je namenjeno ljudem, ki so v stabilni fazi kroničnih bolezni, skratka ne smeš biti v neki akutni virozi, akutno bolan, drugače pa seveda ni potrebno ukinjati kroničnih zdravil. Tako da tudi ni pravega smisla, da vsa zdravila naštevaš tistemu, ki te bo cepil. Važno je, da prideš v stabilnem stanju, to se pravi, tako kot pogovorno rečemo, zdrav. Če imaš neko virozo, gotovo ni pametno se takrat cepiti, po eni strani zaradi dodatnih reakcij, po drugi strani zaradi učinka cepiva. Če smo pa v stabilni fazi, pa seveda cepljenje priporočamo tudi kroničnim bolnikom, še posebej kroničnim bolnikom. In ni potrebno ukinjati zdravil, tudi ne v bistvu. Ja, zdaj tako, no, zdravila, če jih imaš v polni dozi, Eliquis pa Xarelto pa intramuskularna injekcija, zdaj tukaj v bistvu stališče je tako, da je bolje to obdržati pa pritisniti na cepilno mesto in držati recimo 10-15 minut, tako da ne nastane nek velik krvni strdek, kot pa zdravila opuščati. To se pravi, načeloma pri polni antikoagulaciji ne maramo intramuskularnih injekcij, tukaj gre pa za drobno iglo, majhno količino cepiva in nekako priporočila so bolj v to smer, da se pritisne na tisto cepilno mesto, podrži nekih 10-15 minut in bi moralo biti v redu. Hvala. Je odgovor zadovoljiv, upam. Imamo še eno vprašanje, profesor Blinc. O tem novem zdravilu. To bo pa primarij odgovoril. Hvala. Seveda, ja. Ta zdravila, kdo sme ta zdravila prijeti, za ta najnovejša, zaenkrat še niso sprejeta čist stališča, komu se bo ta zdravila predpisalo in dalo, komu pa ne. Ampak za zdravila skupine PCSK9 so pa strogo natančno določena pravila, kdaj so določeni kriteriji, kdaj se sme to predpisati. Predpisati se da takrat, kadar nekdo ob maksimalni prenosljivi peroralni terapiji in že prisotni aterosklerotični bolezni, če mu ne uspemo znižati holesterola LDL pod 3,6, odnosno, če ima hitro napredujočo ali večpovirno aterosklerozo, če je več kot 2,6. To so tisti, ki se jim sme to zdravilo predpisati. Potem so še pod detajli, kako je pri tistih, ki ne prenašajo statine, pri tistih, ki imajo eno posebno obliko LDL holesterola, tako imenovani lipoprotein mali A visok. Ampak načeloma o tem, komu se to zdravilo da in kako odloča tako imenovani lipidni konzili, ki se vsak teden dobiva in to razrešuje. Še ena skupina moramo omeniti, to so pa bolniki z tako imenovano družinsko heterocigotno ali pa homocigotno hiperholesterolemijo. To so tisti bolniki, ki imajo ekstremno visok holesterol LDL. Več kot 6,5 ali 7 imajo LDL holesterola. Če pri teh ob maksimalni terapiji, ki jo prenašajo, ne uspemo znižati pod 4,5 milimola LDL, taki so tudi upravičeni do zdravljenja z temi novimi zdravili. Nekaj podobnega bo verjetno tudi za ta novi RNA semen, je pravzaprav small RNA, ki se jo daje enkrat na 6 mesecev. Verjetno bo nekaj podobnega, ampak še ni dogovorjeno dokončno. Hvala lepa. Ne vidim več vprašanj. Bi še kdo postavil direktno, v živo, če tako rečem, ustno vprašanje? Če ni, bi jaz vam še tole povedal. Mi smo pripravili izjavo za javnosti, tako kot vsakokrat, kjer so glavni poudarki vseh treh govorcev in jih boste iz naše pisarne dobili takoj po končani konferenci, torej v
relativno kratkem času, bodo pa objavljene tudi na naši spletni strani. Hvala vsem, ki nam pri tem pomagate. Gre za ozaveščanje ljudi o tej zelo pereči problematiki, torej tokrat bolezni žil, ker je v sredo čez jutri je ta Evropski dan žil, ki opozarja na problematiko ožilja. Ja, imamo pa še eno vprašanje. Če se ga govorci preberete, kdo bo odgovoril, koliko več možganskih kapi in srčnih infarktov smo imeli v tem času covida v Sloveniji? Bom poskušal, pa me bosta kolega dopolnila. Zdaj ne morem vam povedati natančnih številk, ker v resnici tukaj gre za dejavnost večjih oddelkov. Lahko vam povem, da zanimivo je bilo v času prvega vala. Povsod po svetu so poročali o upadu števila srčnih infarktov in to kar dramatično. Istočasno so pa potem z rahlo zamudo pošteli nenadne srčne smrti, ki so bile pa povsod, kjer so jih šteli v porastu. Iz česar so logično sklepali, da so ljudje s srčnim infarktom v času prvega vala ostajali doma in v bistvu doživeli tisto, kar pravzaprav ne doživiš več, če greš pravi čas v bolnico, to se pravi ob infarktu motnjo srčnega ritma in nenadno srčno smrt. To se je dogajalo v času prvega vala. Potem so seveda vsi na to začeli na vse kriplje opozarjati, vedeli se je tudi to, da pravzaprav infarktov v resnici še zdaleč ni manj, kar se je zdelo v spomladanskem času, ampak da jih je v resnici več. In zdaj, kakorkoli, zdaj tudi Ljubljana je bila eden od tistih centrov, ki se je odlično zorganiziral in naredil v bistvu online skratka dostop do katetrskega laboratorija tudi za bolnike z covidom, tako da vsa čast našim kardiologom. Podobno so ravnali na vaskularni nevrologi na nevrološki kliniki in seveda tudi naš oddelek v sodelovanju z Kliničnim inštitutom za radiologijo je poskušal zagotavljati bolnikom s covidom optimalno oskrbo, čeprav seveda sami klinični oddelek za žilne bolezni nismo bili oddelek, kjer bi zdravili bolnike s covidom, smo pa zagotavljali konziliarno službo in skratka veliko naših zdravnikov je pravzaprav odšlo delati na covid delovišča. Tako da kakorkoli zdaj nek znaten porast definitivno je. Morda je treba omeniti pa še to, da pravzaprav pride še en drug udarec, v bistvu tisto, kar sem uvodoma omenil, to, da so pravzaprav kapacitete prerazporejene na covid, pomeni, da so redne kapacitete za obvladovanje žilnih bolezni nekoliko manjše. In bolniki pravzaprav so počasneje oskrbljeni, zlasti tisti z nekoliko manjšimi težavami, in seveda potem ti bolniki prehajajo v težje oblike in skratka pandemija ima svojo ceno, definitivno, ker nikoli ne moreš reči, to je tako približno kot če imaš pač neko svojo mesečno plačo, je pač toliko in toliko obsega, zdravstvene kapacitete obsegajo toliko in toliko kadrov, zmogljivosti in vsega in to lahko sicer razmažeš oziroma, kot se reče, raztegneš na različna delovišča, ampak nekje bo zmanjkalo. Tako da bi pa dobivali v tako kratkem času nove kadre, je pa seveda iluzorno. In lahko samo upamo, da ne bo prehudega zastoja pri cepljenju in obvladovanju epidemije. Hvala. Hvala. Bo še kdo kaj dodal? Če lahko še jaz si vzamem samo minutko, mogoče, kar se tiče analogije z infarktom srčnim, je v bistvu polioperiferne arterijske bolezni kritična ishemija, tista neka analogija, se pravi, tista napredovala oblika periferne arterijske bolezni, kjer ima bolnik rane na nogah, gangreno in tako naprej.
Zdaj, vtis je, seveda, da je bilo najbrž teh bolnikov nekoliko več ali pa s hujšimi zaporami, zdaj ne moramo sigurno reči, tako da definitivno smo obremenjeni s temi bolniki, ampak kar sem v bistvu hotel reči, pa kar je že gospod Zalar rekel, je to, da seveda ni razloga, da bolniki s težavami ne bi prišli k zdravniku. Mislim, da smo v tem zadnjem letu se je sistem toliko utekel, da pravzaprav se trudimo bolnike obravnavati enakovredno in da naj grejo k zdravniku, kolikor imajo težave. To se mi zdi pomemben. Skratka, brez strahu. Videl sem, da je bilo še eno vprašanje glede tega, če bolnike sprašujemo, če so bili cepljeni. Zdaj, tiste bolnike, ki jih sprejmemo v bolnico, sicer povprašamo po cepilnem statusu, ne bi pa mogel reči, da smo imeli v zadnjih recimo tednih, ko recimo tega cepljenja toliko več, kakšne povezave z bolniki s pljučno embolijo ali pa vensko trombozo. Saj jaz mislim, da zaenkrat bi težko rekel, ne? No, jaz lahko še tukaj samo to dodam, da seveda govoril sem o tem, da praktično vsak dan videvamo in zdravimo zaplete covida. Na našem oddelku, to se pravi klinični oddelek za žilne bolezni, zapleta cepiva nismo videli. Še. Upam, da ga tudi ne bomo. No. Toliko. Pa seveda lahko rečem, da se zelo strinjam s tem, kar je doktor Stanislav Pinter zdaj na koncu napisal. Tudi v času COVID epidemije je zdrav življenjski slog izjemno pomemben. Gibanje na prostem v bistvu izredno priporočamo. Na prostem, če nisi ravno v neki gužvi, pa ti nekdo iz neposredne bližine kihne COVID v obraz, se ne boš nikakor okužil. Skratka, gibanje na prostem izredno priporočamo in rekreacijo prav tako. Hvala lepa. Še eno vprašanje. Komu odsvetujete cepljenje proti covidu? No, to je seveda odlično vprašanje. Zdaj, tako kot smo rekli, cepljenje ne pride v poštev v akutnih fazah bolezni. Če imajo bolniki hude avtoimune bolezni, potem se je treba posvetovati z revmatologom. Večini rakavih bolnikov, onkoloških bolnikov, transplantirancev in tako naprej pa priporočajo cepljenje strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo. Na vsak način pa, če je nekdo resno kronično bolan, naj se posvetuje s svojim specialistom, ki ga vodi. V veliki večini primerov bo cepljenje zdravnik svetoval. Vprašanje dežujejo. Kaj lahko naredimo sami, srčni bolniki? Vidite to zadnje vprašanje? Glejte, sej tukaj ni neke nove modrosti. Stvari so že dolgo znane. Treba je živeti v skladu s tem, kar zmoremo. Seveda, zdrav življenjski slog je povsem za vsakega pomemben, ne glede na to, ali je zdrav ali je bolan. Bolniki morajo seveda dodatno imeti priporočena zdravila, se ravnati po specifičnih navodilih, ki so jih dobili od svojih zdravnikov. In seveda vse tole, kar sta govorila dr. Perme pa primarij Cevc, skratka, zdravila za preprečevanje srčno-žilnih zapletov napredujejo. V zadnjih letih smo bili priča dobrim napredkom. Dr. Perme je omenil to dvojno protitrombotično zdravljenje, aspirin, mali odmerek Xarelta. Primarij Cevc je govoril o novih oblikah zdravljenja dislipidemij. Tako da bomo videli. Zdaj jaz, to se sliši tako utopično, ampak jaz študentom predavam, da če bodo dosti dolgo vztrajali in prakticirali medicino, morda bodo pa na koncu svoje kariere doživeli, da so srčni infarkt, gangrena na nogi pa možganska kap prava redkost. Tako kot je za nas kakšna tropska bolezen. Upam, da bo tako. Jaz bi zdaj samo to, največ naredijo s tem, da se grejo cepati in da redno jemljajo tista predpisana zdravila, ki so jim bila dodana, ne pa da začnejo zdaj spuščati za te, ker se jim zdi, da kaj mogoče pa v tem času ni najboljše imeti. Cepati se, redno se rekreirati, zdravo živeti
in jemati zdravila tako, kot je predpisano. To je tisto, kar lahko vsak zase naredi. In seveda se tudi držati vseh principov, kljub cepljenju, seveda se treba držati teh preventivnih ukrepov. To je zmeraj koristno. Če smem še jaz, jaz bi si pa zelo želel, ne samo strokovno, tudi osebno, in seveda tukaj je potrebna velika podpora medijev, da bi se res zmanjšalo kajenje. Jaz mislim, da kajenje je nekaj, kar mora postati preteklostno. Tako bom zaključil. Hvala lepa. Torej, zdaj vprašanj več ne vidim. Kadarkoli, kdorkoli lahko kakšno svoje vprašanje ali pa zagato posreduje na našo elektronsko pošto. Mi bomo poskrbeli, da bodo današnji govorci ali kdo drug odgovorili na tako vprašanje in vam pomagali. In še enkrat rečem, dobrodošli v naši posvetovalnici in na vseh aktivnostih, ki jih izvajajo naše podružnice. Tudi v teh malo čudnih, omejenih časih. In dobili boste izjavo za javnosti v naslednjih minutah. Iz pregleda po chatu mislim, da se lahko zahvalim najprej vsem, ki ste sodelovali, predvsem pa torej ste se prijavili, sodelovali na naši konferenci in pa vsem trem govorcem, ki so nam podali zelo zanimive stvari in upam, da postavili na, bi rekel, dnevni red naših klepetov in aktivnosti, tudi preventivne aktivnosti za ohranitev zdravih živil. Morda bi jaz samo še to dodal, da možnosti imajo tudi dobiti kakšno informacijo na telefon. Ja, seveda. No in še eno stvar, to je pa samo napoved, naše društvo čez zelo kmalu, sem hotel reči čez mesec, če prej, praznuje 30. rojstni dan. In napovedujem, da bomo ob tem slavnosti seveda naredili tudi, pripravili nekaj dogodkov, takole tudi malo virtualno in vas vabim, da se nam tudi takrat priključite. Hvala lepa in nasvidenje. Nasvidenje, Dio.